Meni se hoče širokih ravnin in svobodnega obzorja. Meni se hoče mogočnih višin, vladajočih zemlji in morju. Tako se glasi prvi verz Župančičeve pesmi, ki je navdahnila člane Črnomaljskega fotokluba, da so v predverju Semiškega kulturnega centra postavili razstavo svojih fotografij s naslovom Meni se hoče. Morda tudi zaradi tega, ker smo v fotoklubu Črnomelj z večinoma kranjski fotografi in se nam je to zdelo tak svojevrsten izziv. Kot drugo pa zaradi pesmi same, ki gotovo sama pesem je takšna, da dopušča široko polje tega tudi samega fotografskega delovanja in izražanja. V Župančičevi pesmi je čutiti globok zanos do življenja in narave. To pa so teme, ki dodatno burijo njihovo fotografsko dojemanje sveta, dodaja Urh. Verjetno v našem fotoklubu je narava, torej ta pokrajina, gotovo je najbolj priljubljenih motivov, na katere ustvarjamo. Potem so pa tudi portreti, makro in tudi druge, ampak narava, vsaj zaenkrat je gotovo visoko mesto. To je opaziti tudi na tokratni razstavi, ki je delo 17 avtorjev, članov fotokluba Črnomelj. Meni se je hotelo predvsem najti motiv primeren vsebini. Tematiko smo odprli že pol leta nazaj in morda celo več. Nekako smo skušali se prilagajati tej vsebini. Tole je nastalo pač na potovanju, ki smo ga imeli z ženo v hribih, italijanskih Dolomitih. Nekako se mi je zdela tudi primerna za umestitev v kontekst razstave, ker Župančič omenja pač širjave. Meni se je hotelo višine, ker sem tudi na nek način prikazal oziroma je razvidno na fotografiji, da pač moje roke so v gibanju, kot da bi zletel. Dramatična okolica. Vsak fotograf je na svoj način doživel Župančičevo pesem in vsak od njih je v objektiv ujel svoj delček narave. Večina smo bolj krajinarji, čeprav se usmerjamo tudi v studijsko fotografijo, seveda, koliko čas zapušča. Letošnje leto bomo obeležili 10. obletnico našega delovanja. Nekako imamo načrto, da bi mogoče izdali en bilten, čeprav naj bi bil to fotobilten, torej bilten ali knjigo. V oktobru mesecu pa naj bi pripravili neko osrednjo prireditev, se pravi razstavo. Fotografija je že pred leti postala sestavni način življenja 18 članov kluba. Pridružujejo pa se jim tudi novi člani. Enostavno rabo sem krog ljudi, ki se s tem ukvarja, tako da podelimo ta znanja, izkušnje in tako dalje. Tako da enostavno to me je vleklo. Dobro pa je tudi to, da smo sedaj dobili nove prostore v Črnomlju, kjer se lahko tudi fizično srečujemo in tudi tam ustvarjamo. Analogne aparate so že zdavnaj zamenjali z digitalnimi. Pri tej digitalni fotografiji gre sedaj še to skupaj, da je pač potrebno računalniško poznavanje teh programov. Ti pa omogočajo veliko novih možnosti v svetu fotografije. A to ne pomeni, da omogočajo tudi boljše fotografije, meni Peter Ambrožič. Nič drugače ni. Namreč jaz dostikrat poudarjam, da fotograf pač gleda in vidi. Tiskar pa ni fotograf, pa sem gleda. Torej, dober fotoaparat ni najpomembnejši za nastanek dobre fotografije. To lahko naredimo s katerikoli aparatom. Se pravi, pomembna je tehnologija, ker nam omogoča več, ampak tudi s kakšnim starim aparatom, 40-50 let se bi dalo narediti marsikaj. Nekateri starejši člani hranijo te stare analogne aparate, razvijalce in te stvari, ampak za fotografiranje jih le redko uporabljajo. Vse fotografije na tokratni razstavi so nastale sodobno digitalno tehniko. Njihovi avtorji pa so nam zatrdili, da je fotografiranje velik izziv, pa tudi velik užitek, ne glede na to, kaj fotografirajo. Nisem okvirjen v nek okvir, neko temo. Iščem širino od makrota, pokrajine, portretov, abstrakcije in tako dalje. Nimam osnovnega kadra. To je izjemna sprostitev. Resnično, ko se ukvarjaš s fotografijo, podobno kot z glasbo, takrat lahko misliš samo na to. Se pravi, na nič drugega in to je pomembno.
zato ni naključje, da so odprtje razstave popestrili z glasbo.